Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v marcu ali sušcu, ki pa se počasi že izteka. Ta teden se je na Cvetni petek zgodil v Slovenski Bistrici tradicionalni kramarski sejem, ki ga je treba obvezno obiskati, morda kaj kupiti, vsaj oljčno vejico, barantati, predvsem pa opazovati dogajanje in pokramljati s trgovci, kupci, prijatelji in znanci. Potem sledi cvetna nedelja, ko krščanski verniki blagoslavljajo pomladno zelenje, povezano v butare, obred pa je znan že v 9. stoletju. Tudi poganska ljudstva so o prebujajoči se pomladi zbirala sveto rastlinje, ki naj bi jih obvarovalo pred naravnimi ujmami. Sicer pa so dogodki preteklih dni pisani, kot sta pisana življenje in narava. Nekaj utrinkov pa boste našli, spoštovani gledalci in gledalke, tudi v informativni oddaji tega tedna. Gibanje Europa Dona v Slovenski Bistrici je odprlo razstavo o pozitivni podobi bolnic in ozdravljenk z diagnozo rak na dojki. Pretekli teden so zborovali člani Društva za upravljanje kabelske televizije Slovenska Bistrica. Občina Slovenska Bistrica tudi letos organizirala akcijo Očistimo svoj kraj. V Slovenjebistriški knjižnici predstavili knjigo o Ljudmili Novak, nekdanji ministrici, poslanki v Evropskem in domačem parlamentu ter predsednici Nove Slovenije. Ta teden je bila žalna seja za preminulo častno občanko in pionirko slovenske ter svetovne opeklinske kirurgije, profesorico doktorico Zoro Janžekovič. Na območnem srečanju v Slovenski Bistrici se je predstavilo 8 otroških gledaliških skupin. Sončev mrk ali Ko luna zakrije sonce. O iznajdljivosti tatov in vlomilcev poročamo žal tudi v oddaji tega tedna. V športu pa o uspehu članic Impolovega kegljaškega društva ter drugih novicah. V rubriki Lokalne novice poročamo med pisano paleto dogodkov tudi o smrti svetovno znane zdravnice, Slovenjebistričanke doktorice Zore Janžekovič. V četrtek, 19. marca, so v galeriji Grad v Slovenski Bistrici odprli fotografsko razstavo Europa Dona, avtorja Tomaža Levsteka, ki je skozi objektiv ujel pozitivno podobo bolnic in ozdravljenk, ki so se srečale z diagnozo rak dojk. Europa Dona je evropsko civilno gibanje in združenje, med ustanovitvenimi članicami pa je od leta 1992 tudi Slovenija. Gibanje si prizadeva, da bi imele vse ženske enake možnosti za zgodnje odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo raka dojk. Posnetki so nastali kot del projekta Lep je dan leta 1914. Barbara Drnač in Slovenjebistričanka Rebeka Potočnik sta predstavili Slovensko združenje za boj proti raku dojk in projekt Lep dan, predstavila pa so se tudi dekleta, ki so se srečala s to boleznijo. Rebeka Potočnik je tudi predsednica sekcije mladih bolnic, saj vse več mladih zboli za rakom dojk. Ob premagovanju bolezni pa potrebujejo tudi nasvete in podporo, ki jim jo nudita sekcija ter združenje. Večer so udeležencem razstave polepšali plesalci plesnega kluba Lara, violinistka Zala Frangež, baletka Izaja Smogavec Potočnik in plesalka orientalskega plesa Silva Krsnik, ki je tudi sama premagala raka. Razstavo je odprl župan dr. Ivan Žakar. V četrtek, dne 19. aprila, je Društvo za upravljanje kabelske televizije Slovenska Bistrica v prostorih Doma krajanov krajevne skupnosti Impol sklicalo redni letni zbor članov društva. Zbora se je udeležilo 15 članov. V okviru predlaganega in potrjenega dnevnega reda je zbor uvodoma sprejel poslovnik o delu zbora članov društva in izvolil organe zbora. V nadaljevanju je predsednik društva za KTV Gabriel Cintaver podal poročilo o delu društva za leto 2014 in poročilo o finančnem poslovanju za leto 2014. Poročilo nadzornega odbora društva je podal predsednik odbora Jože Keršič. Na osnovi razprave je zbor potrdil poročila. Ob tem je zbor potrdil tudi predlog finančnega načrta društva za leto 2015.
Krajšo informacijo o poslovanju Javnega zavoda za KTV in informiranje za leto 2014 je podal direktor zavoda Drago Čož. V okviru posameznih razprav prisotnih članov je bila ponovno izpostavljena problematika statusa zavoda, s čimer bo v prihodnje pogojeno tudi nadaljnje delovanje društva. Tudi letos je občina Slovenska Bistrica organizirala akcijo Očistimo svoj kraj, vanjo pa so bile vključene krajevne skupnosti, društva, organizacije, šole in vrtci. Akcija je bila namenjena odstranjevanju komunalnih odpadkov z divjih odlagališč, okolice šol in vrtcev, naselij, sprehajalnih poti, površin ob cestah, vodotokov in ostalih javnih površin. Da dobri zgledi vlečejo, se je izkazalo tudi v soboto, ko smo naredili nekaj posnetkov, na katerih so zaposleni iz slovenjebistriške občinske uprave, ki so se lotili čiščenja v industrijski coni. Še vedno pa se ne moremo navaditi, da bi vsak počistil za sabo, kajti nič ni tako skrito, da ne bi bilo odkrito. V Slovenjebistriški knjižnici so v ponedeljek, 23. marca, na literarnem večeru predstavili knjigo avtorice Marije Vidner, v kateri je zbrala misli več kot 90 posameznikov o življenjski zgodbi predsednice Nove Slovenije Ljudmile Novak. O njej so spregovorili njeni sošolci iz osnovne šole, gimnazije, fakultete, stanovski kolegi, prijatelji, sosedje in drugi. Pogovor je vodila Anica Korošec, upokojena direktorica knjižnice in predsednica občinskega odbora Nove Slovenije. V sredo 25. marca je v Viteški dvorani Bistriškega gradu potekala žalna seja v spomin na profesorico doktorico Zoro Janžekovič, ki je umrla 17. marca v 97. letu starosti. Slavnostni govornik je bil župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Zbrani so se vpisali v žalno knjigo in si ogledali spominsko sobo Zore Janžekovič. Kulturni program je izvedla glasbena šola Slovenska Bistrica. Janžekovičeva je veliko ime slovenske kirurgije z področja zdravljenja opeklin. Njena metoda je znana po vsem svetu, svoje znanje je posredovala tudi mnogim svetovnim kirurgom. O njej so pisali tako v evropskih kot v svetovnih znanstvenih publikacijah, vendar je do svoje upokojitve vztrajala v mariborski bolnišnici. Zora Janžekovič je častna občanka občine Slovenska Bistrica, saj se je rodila in živela v Slovenjebistriški občini. V Bistriškem gradu je odprta tudi njena spominska soba, v kateri se nahajajo njej ljubi predmeti, ki jih je podarila Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica. Leta 2010 je izšla tudi knjiga z naslovom Kako je bilo, v kateri je strnila spomine na svojo življenjsko in delovno pot. Sicer pa je doktorica Zora Janžekovič ustanovila tudi sklad za štipendiranje študentov medicine iz občine Slovenska Bistrica in podarila znatna sredstva za ohranjanje kulturne dediščine. V četrtek, 24. marca, je v Slomškovem kulturnem domu predstavilo svoje odrske stvaritve 8 otroških gledaliških skupin, 7 z osnovnih šol, prispevek k gledališkim dnevom pa je dodala še gledališka skupina DPD Svoboda Slovenska Bistrica. Za strokovno spremljanje nastopov je bila zadolžena Maja Gal-Štromar. Program je povezovala Jožica Repnik, prireditev so finančno podprle občine Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica ob sodelovanju Javnega sklada za kulturne dejavnosti in župnije Slovenska Bistrica. Tik pred prvim pomladnim dnevom, 20. marca, smo si lahko ogledali enega najbolj spektakularnih nebesnih pojavov, Sončev mrk. Na svoji poti je Luna potovala točno pred Soncem in s tem zakrivala del njegove ploskve. Delni Sončev mrk so lahko opazovali v Evropi, Afriki in delu Azije, popoln mrk pa med Islandijo in Škotsko. Je pa bil to najbolj intenziven mrk po letu 1999, ko je Luna skoraj popolnoma prekrila Sonce. Naslednji mrk bo viden v Evropi šele 12. avgusta 2026. Na ta redek nebesni pojav so se tudi v Sloveniji pripravljala tako astronomska kot druga društva in opazovalnice, ni pa zanemarljivo poudariti, da je bilo treba za opazovanje tudi dobro zaščititi oči. Tako pa so opazovali Sončev mrk slovenjebistriški osnovnošolci.
Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 13 kaznivih dejanj, od tega 8 tatvin, 1 poškodovanje tuje stvari, 1 goljufija, 1 preprečitev dokazovanja, 2 zanemarjanje otroka in surovo ravnanje. Križni vrh. Neznani tatič je oškodovanki iz torbice, ki jo je imela v nakupovalnem vozičku, ukradel denarnico, škode pa je za 250 evrov. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je iz predala v trgovini ukradel ključ trezorja, iz katerega je izmaknil 650 evrov gotovine. Oškodovanec je kupil po spletu mobilni telefon vreden 140 evrov, vendar je ob prejemu ugotovil, da aparat ne deluje. Iz zaklenjenega avtomobila je neznani storilec iz nahrbtnika izmaknil torbico z dokumenti in nekaj gotovine ter lastnika oškodoval za 500 evrov. Neznani nepridiprav je na parkiranem službenem vozilu razbil steklo in podjetje oškodoval za 300 evrov. Čerešnjevec. Nekdo je vlomil v stanovanjsko hišo, iz katere je odnesel 400 evrov gotovine, zaradi vloma pa je lastnik oškodovan za 1000 evrov. Klopce. Tukaj je sosed odkopal mejni kamen ter ga za nekaj centimetrov prestavil notranjost sosedove parcele. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 10 prometnih nesreč, podali 6 obdolžilnih predlogov, izdali 29 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 2 vozniški dovoljenji. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 9-krat. V sredo zgodaj zjutraj se je v Vrholah pri Slovenski Bistrici zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli 2 mladi osebi iz Celjskega. Voznik osebnega avtomobila je med vožnjo po klancu navzdol proti Slovenskim Konjicam v ostrem nepreglednem ovinku zapeljal preko sredine vozišča in čelno trčil nasproti vozeči tovorni avtomobil. V nesreči sta umrla voznik osebnega avtomobila in sopotnik, ki je sedel na zadnjem sedežu. Sopotnik, ki je sedel na sovoznikovem sedežu, je bil huje poškodovan. Član judokluba Impol Matjaž Ceraj je turnejo svetovnega pokala po Latinski Ameriki opravil z odliko. Tako kot pred dobrim tednom dni v Montevideo je tudi minulo nedeljo v Buenos Airesu prepričljivo zmagal v kategoriji do 100 kg. Ceraj je dosegel 3 zmage in stopil na najvišjo stopničko ter dodal še nekaj pomembnih točk v kvalifikacijah za uvrstitev na olimpijske igre. Kegljaški klub Impol se je v soboto 21. marca z zlatimi črkami zapisal v zgodovino bistriškega športa. Veliki met je uspel ženski kegljaški ekipi Impola, ki se je po dolgih letih izmikanj le uspelo uvrstiti v prvo A slovensko kegljaško ligo. Ta cilj smo naskakovali v bistvu že 3 leta. Vedno se nam je izmuznilo za 1 točko, tako da letos so se nam sanje uresničile, oziroma sanje, saj smo trdo delali celo sezono. Trdo se delali, vendar kaj je v prvenstvu odločalo, če se ozremo na posamezne tekme, kateri so bili tisti odločilni dvoboji, torej, ki so vas pripeljali v prvo A slovensko kegljaško ligo? Ja, mislim, da je prvi najbolj odločilni dvoboj bil, da smo premagali direktnega konkurenta Izolo doma pri njih. To je bilo prvo, kar je bilo. Potem pa tudi, da smo zmagovali ogromno tudi zunaj, ne samo doma, ampak tudi zunaj, s tem, da smo pač recimo to zadnjo tekmo, kaj smo igrali tudi doma s Celjem, smo jo po nesreči spustile, bi rekli, ker bi jo lahko zmagale tudi. Krogla je pač okrogla in 6 žensk je na kupu, vsaka z svojimi problemi, in se to pač pozna, ne? V kegljaškem, torej ekipnem športu je pač tako, da ekipa zmaguje, vendar so pa tudi posameznice, ki so nekako nosile glavno breme v letošnjem državnem prvenstvu. Ja, to je sigurno, ne, glavno in odločujoče breme je nosila Barbara Jurančič, prej Pečovnik, je tudi kandidatka za reprezentanco, tako da potem pa so še tu recimo Petra Pečovnik. Potem je pa zelo dosti pomenilo, da je prišla zdaj v drugem delu sezone nazaj Lucija Detiček.
V bistvu pa moram reči, da vsaka punca, recimo, kar nas je krasilo, bi lahko rekla, da so recimo dve v ekipi lahko zatajile, medtem ko so ostale 4 potegnile. To so bile zraven Barbare, ki je nekje najbolj konstantna, pa Petra, smo ostale se menjavale. Pač je ena slabša igrala, pa jo je druga dopolnila, ker pač ekipno je ekipa, ne? To je odločujoče potem, ne? In če pogledate sedaj na tisto prvo A slovensko kegljaško ligo, kaj vas torej tam čaka, kakšna kvaliteta napram tej prvi B slovenski kegljaški ligi? Ja, tam so prve 3 ekipe, so nekje, pravzaprav prva ekipa je Celje, ki je tak nad vsemi, ne? Potem je še pa ekipa iz Bresta, pa mogoče Postojna, vse ostale ekipe, pa če gledamo, recimo primerjamo rezultate, pa tudi če gledate lestvico, pa primerjamo za prvo B ligo, so pa približno enake nam, ne? Tako da tu ni, 3 ekipe odskakujejo tam, potem pa so vse približno enake, tako kot me. Tako da mislim, če bi igrale dalje v naslednje leto v prvi A ligi, tako kot zdaj igramo, da ne bi smele izpasti, ne. Ne smem pa tudi pozabiti na tole, kaj je pravzaprav botrovalo temu, da ste v zadnjem desetletju, torej tudi v tem ženskem kegljaškem delu v Slovenski Bistrici postorili toliko, da vam je uspel ta veliki met, torej vrstite v najvišji rang? Ja, trenirali smo malo bolj resno, potegnili smo malo mladih v našo ekipo, pa resno delo, se pravim, da delamo z trenerjem Petrem Pečovnikom, pa tudi z mojo pomočjo, ker jaz sem vodja ekipe, pa še igram tudi, čeprav bo počasi verjetno treba narediti slovo. So pa od zadaj mlade, ki pa tudi so zelo kvalitetne, ne. Verjetno pa brez sponzorja in tisti, ki vam pomagajo finančno, tudi v tem ligaškem tekmovanju ne bi šlo, verjetno kar nekaj tisti, ki vam pomagajo. To je pa bolj revščina, bi lahko rekla, ne, sponzorjev v bistvu ni, ne. Tisto, kaj dobimo od občine za keglišče res lahko koristimo, medtem ko nekih sponzorjev, ki bi se zanimali za kegljanje, nažalost v Bistrici ni, ne. Kar dolga leta je trajalo, da je trener Peter Pečovnik uspel sestaviti konkurenčno ekipo, ki je sestavljena iz tekmovalk, ki še lahko veliko dajo kegljaškemu športu. Letošnja sezona je bila po njihovih željah, pa čeprav je bilo skozi prvenstvo tudi nekaj težav. Ja, no, malo se tudi tu lahko kar v laseh vidi, koliko sivih las dobiš za s takim delom, ker so tu problemi z službami, z boleznimi, z otroci, z vsemi temi, ampak z vsem tem voljo in vse so punce zdržale, jaz z njimi in je kar šlo, čeprav sem zdaj že imel zadnji 14 dni, sem imel kar velike strahe, ker so mi kar 3 so bile v poslah ležale, tudi v Pivki, ko so igrali. Lučka, na primer, je iz posle šla, Ksenija sploh ni mogla iti, Silva je obležala, zdaj tu, jaz nisem bil z njimi, zato ker sem tudi bil bolan, Marija je bila bolana, da smo imeli velike probleme, ampak so punce stisnile zobe, pa hvala Bogu dobro odigrale, da so zmagale dol, danes je pa tako bila ta tekma, lahko rečemo, bolj rutinska, čeprav nobena tekma ni lahka. Vsaka tekma mora biti jemana za tistim resnostjo. Se je že danes pokazalo, malo popustiš, vsi trenirajo, vsi znajo igrati in kak malo jim pustiš prosto, takoj dobiš kazen. Da je res. Je pa res, da so odstopale letos toliko bolj, da smo, lahko rečemo, na zunanjih kegljiščih dosti boljše igrali kot doma. V zadnjem 18. krogu so Impoljčanke 6:2 premagale Trebnje, v podrtih keglih je bilo 3206 proti 2876 in s tem samo še potrdile napredovanje v višji rang tekmovanja. Prehod iz prve B v prvo A pa so Bistričanke proslavile tudi zmagovalnim šampanjcem.
Poglejmo, kaj so povedale nove prvoligašinje iz Slovenske Bistrice. Ja, z solzami sreče, solzami veselja, pa žalosti tudi včasih, ne. Trdo smo garale, trenirale, čeprav nas je zdaj sploh na zadnjo tekmo malo bolezen, kar 3 keglačice so bile bolane, tako da nismo vedele, ali bo ali ne bo, ampak vseeno, ko je treba, stisnemo moči, pa je šlo. Splačalo se je, splačalo, tako da upam, da bo zdaj še malo boljše, tako da se bomo trudile še naprej. Bilo je težko, ne, skozi celo sezono, ne, ampak v bistvu je pa, mislim, da nas je to pripeljalo to, da pač znamo ženske nekako skupaj držati, ne, da smo držale skupaj od prve tekme pa do zadnje, tudi takrat, ko je bilo težko, ko smo zgubljale, v bistvu smo se nekako znale pobrati in to je v bistvu to. To je zgodovinski dosežek, bom rekla prva A liga, bom rekla, se še ženske niti ne zavedamo, kaj smo naredile. Mislim, da je že klub obstaja več kot 30 let in tega uspeha še ni bilo, ne. Zadnje 3 leta smo trdo garale in uspelo nam je, tako da zasluženo slavje danes. V naslednji sezoni bodo Bistričanke tako plesale prvoligaški ples. In kakšni bodo prvoligaški tekmeci? Ja, definitivno, da ostanemo noter, to so vseeno keglačice višjega ranga, ampak potrudile se bomo, da pa mogoče še na kakšne stopničke tudi, nikoli se ne ve, ne. Se bomo potrudile, tako da dosti treningov pa bo šlo. V bistvu to, da noter ostanemo, to je najprej, ne, da ne bomo pač šle samo zato, da bomo 1 leto noter pa samo malo povohale, bomo šle ven, ne. Bomo se trudile, da bomo v bistvu nekje, da bomo vse noter ostale, da bo to. Tokrat je zelo težje tole držati, ker koliko mi je znano, je prva A liga vseeno malenkost lažja se not obdržati, ko pa priti v prvo A ligo, tako da vemo, kaj pomeni ta uspeh danes. Za Slovensko Bistrico je to izredno velik uspeh in verjetno tudi bo z zlatimi črkami zapisan v zgodovini keglaškega kluba Impol. Točno tako, smo ena izmed redkih ekip, ki smo spet v prvi ligi, ne. To mislim, da je še poleg odbojke oziroma smo še mi, tako da res smo ful vesele, no. V trenutkih slavja pa srce drugače bije tudi dolgoletnemu predsedniku keglaškega kluba Impol Ervinu Globovniku. Veseli smo v klubu vsekakor, ne, vsak kolektivni šport ali pa vsak kolektiv je toliko bolj vzdušje pravo, če je uspešen in danes smo pokazali, oziroma naše punce so pokazali, da nimajo konkurence v drugi ligi in da sodijo v najvišji kakovostni razred v keglanju v Sloveniji in drugo leto pač bomo keglali v prvi ligi, upam, da uspešno, seveda. Kaj to pomeni za klub, torej novi finančni zalogaj ali morda kakšni sponzorji, morda tudi večja propaganda za keglanje v Slovenski Bistrici okolici? Ja, upam, da se bi ti besede poslatile, ne. Verjamem, da bo finančni zalogaj v višji ligi seveda večji. Probleme smo imeli s financiranjem že v drugi ligi, verjamem, da bomo imeli probleme tudi v prvi ligi, ampak kdor hoče delati, kdor želi, bo to naredil in verjamem, da se nam bo izteklo brez problemov. V prostorih šahovskega kluba Impol sta brata Aljoša in Žan Tomazini, ki skrbita za šahovski podmladek kluba, izpeljala šahovsko tekmovanje za najmlajše. Tekmovanja so se udeležili osnovnošolci od 1. do 5. razreda osnovne šole. Pogumno so se borili na črno-belih poljih in nekateri nabirali svoje prve šahovske izkušnje. Šele zadnje partije so dale končnega zmagovalca. Zmagal je Luka Podvršnik iz 5. razreda, na drugo mesto se je uvrstil prvošolec Liam Lugarič, ki je za las prehitel tretješolko Ano Iršič. Odlično so se borili tudi Mija Pristonik Sagadin, Aljan Klajnšek in Gašper Lunežnik. Torej čestitke vsem za pogumen nastop tudi iz našega športnega uredništva. Spoštovani, oddaja se je iztekla. Na velika vrata pa trka pomlad, zato izkoristimo blagodajnost sončnih žarkov in občudujmo blstenje narave ter njene drobne prijateljčke, ki nam polepšajo dneve in grejejo srce. Pa srečno do prihodnjič.